Lep pozdrav iz Strasbourga, prvič v letu 2013. Letošnje leto je Evropsko leto državljanov, katerega cilj je bolje informirati državljane o pravicah in možnostih, ki jih imajo v Evropski uniji. Prav bi bilo, da bi se podoba Evropske unije v očeh javnosti izboljšala. Mnogi jo danes vidijo le kot skup evrobirokracije. Dejansko pa je utelešenje mnogih svobod, prostor solidarnosti, kjer se pomaga pomoči potrebnim, prostor, kjer je kakovost življenja kljub krizi najvišja na svetu. Predsednik Evropske komisije Barroso je na zasedanju dejal, da je začetek leta 2013 veliko bolj optimističen, kot je bil lanski januar in da so poklicni pesimisti, ki so že tolikokrat pokopali Evropsko unijo, doživeli hud poraz. Z novim letom predseduje Evropska unija Irska. Njene 3 prednostne naloge so zagotavljanje stabilnosti, naložbe v trajnostno zaposlovanje in rast ter Evropa in svet. Zaposlovanje je še posebej pomembno za mlade. Novembra lani je delo zaman iskalo skoraj 6 milijonov mladih Evropejcev. Ne moramo in ne smemo si privoščiti, da postanejo izgubljena generacija. Zato sem vesel, da je komisija končno pripravila predlog o sistemih jamstev za mlade. Potrebo po tovrstnem jamstvu sem že leta 2011 izpostavil v svojem poročilu Mladi in mobilnost. Jamstvo za mlade je mehanizem, ki bi mladim Evropejcem pomagal najti kakovostno zaposlitev, ki bi spodbudili k nadaljnjemu izobraževanju, pridobivanju vajeništva ali pripravništva, oziroma bi jim kako drugače pomagal najti pot iz težke situacije. Predlog o jamstvu za mlade bi moral Evropski svet potrditi februarja letos. Želim si, da bi države članice in evropske inštitucije uspele najti optimalni kompromis, ki bo resnično v pomoč mladim. Za kreiranje delovnih mest v Evropi so nujno potrebne raziskave in inovacije. Komisija je za to področje v okviru programa Horizon 2020 namenila 80 milijard evrov, kar je po našem mnenju premalo in na to smo komisijo posebej opozorili. Celo vrsto delovnih mest smo v Evropi izgubili, kjer je cenovno bolj ugodno izdelke uvažati. To še posebej velja za oblačila in obutev. Zaradi krize je za marsikaterega kupca trenutno najpomembnejša cena. A vseeno je prav in potrebno, da je kupec seznanjen, od kod izdelek prihaja, še posebej glede na vprašljivo kakovost materialov in pogojev dela v posameznih državah. Komisija je zato pred časom pripravila predlog o obveznem označevanju države izvora, ki pa ga sedaj želi umakniti. In to ne glede na to, da denimo tako Kitajska, ZDA kot tudi Brazilija že danes obvezno zahtevajo oznako izvora za izdelke, ki jih tja izvažamo iz Evrope. Poslanci ostro nasprotujemo tej spremembi. Tudi tokrat ni šlo brez tem povezani s stabilnostjo in prihodnostjo evra. V procesu sprejemanja je zakonodaja z področja bonitetnih agencij in bonitetnih ocen, s katerimi je imela svojevrstne izkušnje tudi v zadnjem času naša Slovenija. Cilja predlagane uredbe o bonitetnih agencijah in direktive o prevelikem zanašanju na bonitetne ocene sta doseči večjo odgovornost agencij za izdane ocene in povečati zanesljivost, jasnost in pravičnost teh ocen. Parlament med drugim podpira ureditev, po kateri agencije ne bi mogli samovoljno izbirati časa za objavo ocen državnih papirjev. Za nenaročene ocene bi to lahko naredili le ob določenem času. Smo tudi zato, da imajo vlagatelji možnost vlagati odškodninske zahtevke, če se izkaže, da so bile ocene neutemeljene. Podpiramo pa tudi zahtevo, da bi morale agencije točno pojasniti, na čem temeljijo njihove ocene. Z evrom pa je povezana še posebna resolucija o izvedljivosti uvedbe stabilnostnih obveznic. Evroobmočje ima skupno valuto, nima pa skupnega trga obveznic, kar se je pokazalo kot problem. Zato smo poslanci pozvali komisijo in države članice, da bolje raziščajo možnosti za uvedbo evropskih obveznic in možnost za združevanje državnega dolga. To je bil izbor najzanimivejših tem januarskega zasedanja Evropskega parlamenta. Zahvaljujem se vam pozornost in lep pozdrav.